Prinašam vam tudi pozdrav gospe ravnateljice, gospe Marine Castellani. Danes ima na žalost en važen sestanek, zato se nam ni mogla pridružiti. Vsekakor vas lepo pozdravljam vse prisotne, vse naše učence in vsem gošči prijetno dopoldne in tudi popoldne. Križa na našo založbo je nekako obrodilo vse te sadove, ki jih danes žanimo. Namreč takrat so učiteljice prišle k meni, jaz sem bila prav sveže zaposlena na založništvu Rožnega tiska, s prošnjo, da bi ponatisnili monografijo iz leta 1932, ki je posvečena Sirku, ki jo je napisal Franz Schiller. Leta 2009-2010 je to malce zahteven podvig po napisati knjigo, ki je toliko stara. Tako smo se pri nas odločili, da bomo knjigo kar za novo napisali, oziroma na novo sestavili. Seveda je temu bilo to, da sem sama iz stroke, tako se je začelo eno potovanje po Sirkovem okusu, po Sirkovi ustvarjalnosti, ki je potem leta 2015 končno realizirala s to knjigo, monografijo, obsežno monografijo, ki je posvečena prav avtorju Sirku. No, meni se je že takrat, leta 2015, ko smo na svoj mestu predstavili tako sliko, tako monografijo kot manjšo razstavo, se mi je zdelo, da smo že naredili veliko in da smo že skoraj dosegli vse. Ampak tukaj zgodbe še ni bilo konec. Namreč, takoj po izidu monografije smo poklicali z nami v galerije iz Ljubljane. V naši galeriji hrani tudi kar nekaj Sirkovih slik in me prosili, če bi skupaj pripravili retrospektivno razstavo v Ljubljani. Večje časti kot take, mislim, da si ne bi mogla pričakovati. In tako smo 12. aprila letos odprli to razstavo v Ljubljani, ki smo jo 11. maja žal zaprli. Vsak, ki je prišel na razstavo, je bil zelo navdušen. Razstava je požela veliko dobrih kritik, tudi veliko navdušenja, tudi zaradi tega, ker Sirk je bil nekako v vseh teh letih po smrti pozabljen. Malo so ga ljudje pozabili. Čeprav je za čas svojega življenja bil izjemno uspešen slikar, zelo veliko razstavljal. No, in verjetno ta njegova prezgodnja smrt je potrovala temu, da je potem padel nekoliko pozabil, pač niso več vabili na razstavo, ni bilo več kaj za pokazati. In mogoče tudi zaradi tega, ker je bilo slov, namreč način, na kateri je slikal, ni bil tako v skladu s časom. To je bilo nekako že bolj moderni tokovi, tudi to je bil čas že socializma, bil je takrat tako zanostavljen, tako da nekako ni več pasal v tem knjigi. Ampak ne glede na to, ima Sirk svojo veliko veljavo, slovenski umetnostni zgodovini, in upam, da smo s to razstavo spet postavili na njegovo mesto, tako je mora biti. In pravijo, da je Sirk največji oziroma edini slovenski pravi marinist. Da se kaj marinist? To ste že sigurno slišali? Kaj, da slišali? Riše, predvsem? Bolje? Aj, tako. Odlično. Koliko vam gre Sirk, če vam všeč zakon? Poslušam, kaj ne. No, edini pravi slovenski marinist, čeprav, da na današnji razstavi, na slikani krajni K2029 je videti tudi druge motive. Sirk je bil zelo dober portretist, kot vidite tukaj. Bil je izjemen velitist, to pomeni, da je slikal tudi mesta, pokrajine in podobno. Tako da na današnji razstavi imamo manj morskih motivov, pa več drugih. Je pa Sirk v bistvu za čas svojega življenja, razen v svojih delih in v svojih slikah, bil znan po svojem značaju. Bil je zelo duhovit, bil je gonilna sila vsake dobre družbe, vesele družbe. In naj vam preberem nekaj, kar je napisal Albert Schirok, ko je v bistvu se prvi seznanil s Sirkom.
in koliko je svet nekako odstopal od tega ideala slikarja. Kako si mi predstavljate tega slikarja? Povejte mi. Kakšen je bil slikarja? Kakšen? Kako si ga predstavljate? Albert Schiller je leta 1926 prvič upozoril na Cirka. Takrat je svet bil že skoraj 40-letnik, tako da nekako še takrat pride na plan. In pravi Schiller. Malo zelo pozna 39-letnega križana, slikarja Alberta Schillera. Trden je kot krašenec, vesel kot ptič, močan kot atlet. Če ga povabiš na ribji lov in na slikarsko razstavo, se odloči za ribji lov. Dovršil je slikarsko akademijo v Benetah, ne zadnil njegovih slikah nič italijanskega, vse to reče si naše zemlje. Postumi je najbližje ekspresionizmu, ljubi pa bolj portretnikov pokrajino. Ni borec, ne išče novih poti, ne izgublja se v labirintu dnevin, ne razlikuje, ne oblikuje. Naiveni in zdrav, sončen in krepak. Prisežem, da mi ne boš verjel, da je slikar, če ti ga pokažem. Klečat, močan in zdravnosti. Prej ustvari za poboljšo kot za čopič. V družbi ne rad diskutira, knjige grozno sovraži, ljubi pa spet križ, križke ribiče in mobi. Beseda se mu stežava, da ga zust, v veseli drugi pa se odreje, če pride pogovor na križko okolico, na morje ali na ribjo, odvir besedi ne vsakne tako izgleda. Sid, tako kot ga opisal leta 26, je ostal tudi celo življenje nekako isti. Še posebej, ko se je leta 38 preselil nazaj v Celje. V Celju je srečal svoje kompanjonče iz domačih krajev. Skupaj so se organizirali v družbo, ki se poimenovali Robinzoni, Bert osebni bil njihov kapitan. In ta vesela papa je preživljala svoja poletja v Dalmaciji, rečemo v Dalmaciji, na Otnih Urterju. Seveda, kaj so se čez moški. Cele dne so bili ribe in zvečer, ko je paslo sonce, so se ga seveda veselo začili in so ga dojeli in seveda tudi cilj, po kateri si vedno nekoli in podabi cilj je vedno slikal, vedno podrobno, slikal je ribiče, vodnarje, morje, jadrje, vse tisto, kar je povežno iz rojstva dogaja. In ko je prišel nazaj v Celje, je vse te slike, vse te skice, v bistvu spomenite slike. Tako da teh slik dan danes ne bi bilo skoraj vsečno, kako se je velika večina bila. V teh letih raziskovali s koncesiji, recimo polovico, in seveda to še vedno traja, še posebno v tej ljubljanski razstavi, slikarji na leta, ki je bilo pisano, imajo ljudje na stene, so bi so rekli Cirka, tako da jaz se zdaj za Novo dostava, novi delitve, ki nismo še videli.